doktor Berce, imate vi kakšne izkušnje? Jaz bi mogoče eno zgodbo povedal, ki... Jaz sem doma iz Črnuč. V Črnučah imamo eno osnovno šolo. Okrog te šole je bil včasih travnik, na katerem so se igrali otroci, igrali so košarko, nogomet. V sončnih dnevih si videl, kako so pod drevesi sedeli starši z majhnimi otroki. Niso puščali svinarije, da bi se kdorkoli zgražal, tudi drugih smeti ni bilo. No, kasneje zdaj se je šola pred kratkim odločila, da bo zgradila veliko, lepo, novo telovadnico. In k telovadnici pašejo lepi parkirni prostori. Zdaj imamo namesto travnika parkirne prostore, veliko telovadnico in šola je obdana z žico. Šola se je zaprla, tako da ne moreš noter. Poleg tega, ne samo, da je obdana z žico, tudi deli osnovne šole v sklopu žice so obdani spet z ovirami in žico. To je osnovna šola. Ne glede, kaj šola trdi ali pa kaj bo razlagala, zakaj ima žico, ne, je važen motiv. In kaj te male otroke učimo? Kaj učimo osnovnošolce, ti, ki pridejo prvič v šolo, ko zagledajo, da se pravzaprav mislijo, da so varni, ko so enkrat za ograjo. Kaj je to poanta, da učimo otroke, da če imajo oviro, ograjo okoli sebe in v glavi, da so svobodni? Če pogledamo zgodovinsko, ne, vidimo, da vsi, ki so se obdajali žicami, ne, če gremo pogledati Rimljane, ne, dokler so osvajali, niso rabili zidov. Potem, ko so začeli obstajati na mestu, so v 1. stoletju naredili Hadrianov zid in tako naprej, da ne bom razlagal, in začeli propadati. Podobno se je zgodilo Kitajcem. Danes kdo postavlja zid? Izrael, ZDA, Slovenija se obdaja z žico. Pomagajo nam tudi sosedi. Je to svobodna Evropa, ki si jo pravzaprav želimo? To se pravi, nič se nismo naučili od tega berlinskega zidu. No, gospa Škrabar, zanima me to, vi tu, berem, ste izbrani za gostiteljico prestižnega srečanja leta 2021 in sicer Združenja detektivov svetovnega, ali kako? Povejte nam, koliko je tega zidu, ne, da tako rečem, še v glavah, ko vi pridete v tujino, kako vas smatrajo? Iz vzhodnega bloka ali kaj ste zdaj? Ja, ko pridem v tujino, je najprej že sploh težava pojasniti, da nisem Slovaške, iz pretekle Češko-Slovaške, da sem Slovenija, katere so sosednje države in tako naprej. Tako da v večini ta dialog poteka v redu, je odprt, dokler pač ne povem, odkot sem. In potem seveda dosti dlje časa traja, da si jaz naredim neko pozicijo, nek položaj v nekem združenju s svojo strokovnostjo, kot z nekim detektivom, ki prihaja, ne vem, z Amerike, z neke druge države, ki je bolj razvita. Torej so te ovire, definitivno so. Je pa tudi to, kar bi se, če bi se navezala na svoja predhodnika, imeli smo zid in imamo zidove, postavljamo zidove. Kaj pa tisti zidovi, če gledamo na mikro položaju Slovenije, kaj pa tisti zidovi, ki so imaginarni, torej razne afere, ki so zdaj. Mene zanimajo tisti zidovi, ki so med družbo, med državljani in elitami. Te zidovi mene zanimajo in te zidovi se postavljajo, pa niso vidni. In te zidovi pa mene skrbijo in o teh zidovih bi mi mogli se pogovarjati. No, gospa Vezovišek, en tak zid je vedno denar, mislim, kakorkoli mi obračamo, nekdo ga ima, drug ga nima. Povejte nam, kaj je tisto, česar še danes mi ne znamo, ravno zaradi tega, ker smo bili za železno zaveso na tej strani socializma, komunizma, je karkoli, mogoče ne? Povejte. Ja, gotovo se pozna to obdobje socializma, naenkrat je prišel kapitalizem, ta razhajanja so vedno večja v družbi, po drugi strani, zdaj, ko imamo ukrepe, nam jih še drugi potem ta razhajanja
nekako še potencirajo. Mislim, da kar bomo morali slej ko prej sprejeti, je to, da je morda bolje računati nase. Saj se bo grozno slišalo, ne? Ampak če bi rekel zdaj, govorim mogoče moja generacija, ki smo nekoliko mlajši, pa če si želiš neko varno prihodnost, osebno ne računam na državo, pa to tudi javno večkrat povem. Zakaj? Zato, ker si ne upam tvegati, ali bo takrat, ko bom vstopala v neko tretje življenjsko obdobje, ali mi bo pomagala pri tem, ne? Ali bo ves ta moj trud nekako poplačan ali ne. In se mi zdi, da je pomembno, da se zavedamo tega, da skušamo narediti tisto, kar je v naši moči danes, ne? Da če pa bomo nekaj potem dobili dodatno, jaz temu rečem, bo pa morda toliko bolje. Ne? Dobro, gremo k naši naslednji temi. Minuli teden je najbolj razburjal odstop vodstva Petrola. V Petrolu so uradno povedali, da se je nadzorni svet te družbe sporazumno razšel z upravo, z menedžerjem leta Tomažem Berločnikom na čelu. Razlog za takšno odločitev so bila menda razhajanja v strategiji. Vendar ta razlaga ni zadovoljila strokovne in politične javnosti. Prepričala ni niti predsednika vlade. Če je uprava bila zamenjana kar tako, na hitro, in to razhajanje v konceptih, to je pa res malo bosa. Zame kot predsednika LMŠ je pomembno, da ni LMŠ, kdo pa je drug zadaj, pa ne vem. Ve pa se, kdo je dlje v politiki in kdo ima kje kakšne ljudi. Jaz sploh ne verjamem, da je politika to karkoli kriva in omenjanje politike je metanje dimnih bombe. Nekdo, ki je s tako vehemenco naredil dejanje, ki dejansko uničuje vrednost podjetja, pomembnega podjetja z največjim denarnim tokom v državi, je bil vsaj prepričan, da ima veliko politično podporo. Ne moram se znebiti občutka, da se je tukaj izkrilo kar nekaj časa in ta zadnji nadzorni svet je bil lahko samo vrh ledene gore. Ker ne moreš ti na enem nadzornem svetu se toliko ne strinjati, da nekdo ponudi odstop in se v tistem trenutku čisto vse dogovorijo, če ni to nastajalo nekaj časa. Recimo zdaj vlada, jaz to skoraj zagotovo vem, se ni mešala v odločanje nadzornega sveta. Ampak zdaj pa nekaterim ni všeč, je pa nadzorni svet kriv. Nadzorni svet je odgovoren lastnikom. Lastniki imajo vedno prav. Lastnik je pa v tretjini država. Ampak 70% so pa drugi, ne? To se pravi, ni samo država. Doktor Jaro Berce, to je pa zdaj vaša tema. Vodenje z vrlinami, kaj rečete, kdo je zdaj kriv, kdo ni kriv, kaj se je zgodilo? No, vsekakor najprej se postavlja prvo vprašanje. Če so krivi, zakaj sporazumno? Če niso krivi, zakaj so odšli? No, jaz imam še en svoj pogled, mogoče bo kdo govoril, da govorimo o teoriji zarote, ampak moj pogled je v tem, da se je šel ali da se gre tukaj borba med kapitalskimi lobiji. Biti nadzornik pomeni biti neodvisen sicer. Sam sem bil enkrat nadzornik v Telekomu in v Elesu. To pomeni, če si neodvisen, se sam neodvisno odločaš, vendar nosiš posledice. Posledice, da nisi nikoli več izbran. Jaz nisem nikoli več bil v novem nadzornem svetu. Če bi mal eno zgodbico, ki je zdaj prepletala, recimo navežem na to, pred nekaj meseci, 2-3 mesece nazaj, je zaokrožil telefonski klic. Verjetno ni bil prvi, pa najbrž tudi ne zadnji telefonski klic, ki se je zgodil. Vprašanje, ki se pa meni zastavlja, ali pa ki vam ga zastavljam, ne, pa je, ali je gospa magistra Irena Prijevič, predsednica nadzornega sveta Uradnega lista, postopala moralno in etično. Uradni list namreč dobiva podatke podjetij, ker jih morajo objaviti ta podjetja. Te podatki so izredno zanimivi, ker so gospodarski podatki. Verjetno so nekomu potrebni, kajti uradni list jih dobi malo prej, preden zanje izve splošna javnost. Torej, če bi se zdaj obrnil na Združene države Amerike in pogledal, kako tam te stvari strežejo, tam jim strežejo follow the money ali sledi denarju.
In če bi pri nas sledili denarju, ne, in toku denarja, bi najbrž zgodbe dobivale zelo različne epiloge. Dobro, sledimo denarju, gospa Ana Vezovišek, to se pravi imeti kapital, ne, kapitalski lobiji. To pa je nekaj, s čimer se mogoče še ne znamo dobro spopasti. Ne? Mi delamo za mezdo, to znamo. Potem, ko ni več mezde, zahtevamo v države. Zdaj varčujemo že malce bolj slabo. Ampak to, da bi pa vložili v podjetje, ki bi potem delalo za nas samo denar, tega pa še ne poznamo. Ne, ne poznamo, pa po drugi strani ni to tako enostavno, kot mislimo. Ne? Ker je treba najprej poskrbeti za močne finančne temelje, da se potem lahko morda spustimo na to področje in investiramo v podjetja in tako naprej. Ne? Osebno bi se morda tukaj navezala na to, da se mi zdi po eni strani škoda, ne, ker smo danes že veliko o vodenju govorili, ne, da se na nek način izgublja neko dobro, očitno dobro vodenje, ki prinaša dobre rezultate, zaradi nečesa, česar pa mi pač v ozadju zdaj ne vemo. Ja, in to bo vplivalo na delnico? In to bo vplivalo dejansko, ne samo na delnico, na zaposlene, na vse priložnosti, ki gotovo jih še sam Petrol ima, ker ima ogromno potencijala na vseh področjih, glede na načrte, ki so jih konec koncev imeli, se mi zdi pravzaprav nekaj res neverjetno, da lahko zaradi nečesa, kot da ne bi bili odrasle osebe, pravzaprav ne moreš nekega sporazuma doseči. Ker jaz sem vedno zagovornik tega, da vedno se najde neka srednja pot. Torej, da ne moreš na eni strani biti nekdo na tem polu, drugi na to in se nekako ne Dobro, srečaš. doktor Šešerko, vi ste bili svoj čas tudi v Komisiji za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb. Ne, v tistem prvem mandatu povejte nam, koliko na tako zgodbo dejansko vplivajo neke obveščevalne službe, mogoče tujina, si tujina želi zaseči Petrol, priti v Petrol, kupiti ali karkoli. Kaj je zdaj tu zadaj? Lahko verjamemo takim teorijam zarote? Ja, to je itak od zadaj, ampak glavni motor tega plenjenja slovenskih podjetij je Evropska komisija, ker oni so pritisnili in to je v bistvu en center izpostava velikega svetovnega in evropskega kapitala, ki vidi tu dobre priložnosti, da lahko Evropa neko deželo in njeno prebivalstvo in da prenese delovna mesta nekam drugam. Tako da jaz tu v Petrolu bi rekel, zdaj ne vidim neke splošne svetovne zarote, ampak to je čist normalno obračunavanje v tem miljeju. Ti očitno nadzorniki so pač navajeni, tako se obračunava v Sloveniji, na javni interes se sploh ne gleda, ali bodo delovna mesta ohranjena ali ne bodo, jih ne briga skoraj nič. In jaz sem videl precej teh ljudi, tudi sem videl, da je pogosto šlo človeku za to, da bo mogoče v ozadju imel neke osebne profite. In to, da se je dala glavna nadzornica imenovati za izvršno direktorico Petrola, se mi zdi skrajno neokusno in neodgovorno, da pa vlada tako boječe sprašuje, kaj se zdaj tam dogaja. To se mi zdi pa skoraj smešno.